Dober večer, lepo pozdravljeni v naši knjižnici. Hvala lepa, da ste se odzvali našemu vabilu in še enkrat vsem lep dober večer. Danes predstavljamo knjigo, pogovarjamo se o evtanaziji, ki je ravnokar izšla pri Slovenski matici, avtorja dr. Matjaža Cvitra, uglednega zdravnika, predavatelja na Medicinski fakulteti Univerze v Mariboru. Spoštovani gost, lepo vas pozdravljam in najlepše se vam zahvaljujem, da vas lahko in vašo knjigo danes gostimo v naši knjižnici. Lepo pozdravljam tudi dr. Ignacijo Fridoljar, lepo pozdravljeni, tajnico in urednico Slovenske matice. Še enkrat hvala lepa, da smo danes zopet skupaj in hvala lepa tudi za dolgoletno sodelovanje. Jaz bi, draga gosta, vama z veseljem predala besedo, ker mislim, da je današnja tema zelo zanimiva, aktualna, večplastna, nikakor neenostavna. Izvolite, draga gosta. Hvala lepa za povabilo in hvala lepa za te prijazne uvodne besede naše drage, dragocene gospe Barbare, ki skrbi, da v knjižnici Oton Župančič odpiramo teme, ki dejansko vsak trenutek odpirajo poti do našega spraševanja v življenju, do naših razmišljanj o tem, kaj smo, kaj je prav in kaj ni prav. In ena od takih tem je tudi današnja tema, to je vprašanje evtanazije. Morda bi začela ta pogovor in to predstavitev zelo osebno, morda se bo tudi vam, dragi profesor dr. Matjaž Cviter, zdelo, da morda ta uvod ne sodi na začetek tega pogovora, pa vendarle bi rada povedala, da je bilo urejanje te knjige eno izmed lepših doživetij. Namreč, ko sem se srečala s profesorjem Cvitrom, je bil to tako izjemen, tako dragocen človek na prvem mestu, še preden sem ga zrla kot zdravnika, kot strokovnjaka, tako da je bilo to srečanje zares imenitno. In zdi se mi, da je pravi človek, da spregovarja o temah, ki se dotikajo globoko nas vseh, o temah, kje je meja človekovega življenja in kje se ta meja neha. In seveda zdaj bi morda še nekoliko predstavila, bi predstavila našega gosta, kot je že povedala gospa Barbara, je 41 let delal na Onkološkem inštitutu z hudo bolnimi in ob tem se pogosto spraševal o tem, kako ljudem pomagati, bodisi kot zdravnik in kako pomagati kot človek. In leta 2018 je že napisal knjigo Pogovori o zdravniški etiki. Zdaj, 2019, je sledila knjiga, ki prav tako v svojem naslovu nosi besedo pogovor, torej pogovarjamo se o evtanaziji. Kaj ta dva naslova povesta? Nikakor nista naključje, govorita o človeku, ki je odprt v dialog, v pogovor, o jazu, ki je odprt k drugemu, k ti. Ne o človeku, ki misli, da je prišel do nekih znanstvenih spoznanj in da so to edina prava resnica, skozi katero moramo gledati na stvari in na svojo stroko. In ta knjiga odpira prav tudi to temeljno vprašanje. Vprašanje človeka, kakor sem jaz vzpostavila uvodoma v vas na prvem mestu, in vprašanje o tem, kako lahko zdravnik gleda na bolnika ne samo kot na nekega pacienta, ampak predvsem kot na človeka. Takih izkušenj ste imeli najbrž ogromno. In zakaj so vas te izkušnje pripeljale
do predvsem etičnih spraševanj, s katerimi se ukvarjate zdaj, ko ste v pokoju in ko predavate tudi na Univerzi v Mariboru. Ja, hvala lepa obema, gospe Barbari, pa Ignaciji, najprej za povabilo sem zelo vesel, da sem lahko tu, in za prijazne besede. Ignacija je pretiravala, kot vedno, v neki pohvali, ne zaslužim si tako donečih besed. Torej, bi kar čim prej prišel do teme današnjega pogovora, do vprašanja evtanazije in do vprašanja, zakaj pravzaprav me je zasrbelo pero, da sem se lotil. Najprej bilo to pisanje, ki sem mislil, da bo mogoče malo daljši članek nastal, potem so se kar kopičila vprašanja, ki sem jih hotel razčistiti, in potem je nastala ta ne preveč obsežna, pa vendar kar lepa knjižica. Zakaj torej to pisanje? Seveda smrt je za vsakega od nas prihodnost, ki ne moremo ubežati. Najbrž niti ne želimo ubežati. Najbrž bi bilo življenje zelo brez pravega smisla, če ne bi bilo smrti. Mislimo si, da bi tukaj živeli ljudje, ki so stari 530 let in ki imajo prav vnuke in da se ne bi nobeno življenje izteklo v smrt. Potem pravzaprav ne bi vedeli, zakaj bi se danes z nečem trudil, ko bom itak, imam pred sabo še 500 let. Tako da smrt daje našemu življenju nek smisel. In za mene je recimo to, kar se včasih pojavlja, nažalost tudi v komercialnem smislu, boj za nesmrtnost človeka, je čisto iz stališča smisla življenja pravzaprav popolnoma zgrešeno razmišljanje. Druga stvar pa seveda je, da si vsi želimo, da ne bi na koncu življenja trpeli. To pa je popolnoma razumljivo in popolnoma vsem skupno. Zdaj, od tu pa pridemo na vprašanje, ali lahko zato, da ne bi trpeli, namerno skrajšamo življenje, ali se lahko, ali imamo pravico sebi ali pa nekomu drugmu življenje vzeti, namerno vzeti. No, ampak še preden sem šel na filozofska vprašanja, naj rečem, da prva spodbuda za pisanje je bilo, da v zadnjih 2 letih, kot veste, se je v Sloveniji zelo veliko pisalo o evtanaziji. Pisali so vsi mogoči, s tem ni nič narobe, ni treba, da bi o tem pisali samo zdravniki, pravzaprav so zdravniki o tem zelo malo pisali. Precej je bilo filozofov, pravnikov in drugih poklicev. In pisali so tako, da si videl kot zdravnik, da ne razumejo problemov, da ne razumejo, kaj se dogaja na koncu življenja. Ne pri evtanaziji, ampak nasploh, kakšen je zaključek življenja za veliko večino ljudi. Uporabljajo še vedno pojme, ki so za zdravnika čisto nesmiselni, nesprejemljivi. In s temi pojmi se zelo megli celotna diskusija. Recimo en tak zelo zlorabljen pojem je pasivna evtanazija. V tem je veliko, pišejo kar naprej, 2 tedne nazaj je neki pravnik napisal dolg članek v Delu, kjer govori o tem, o pasivni evtanaziji, pa da to že je, pa da rabimo samo še malo, da bomo še aktivno evtanazijo sprejeli. Ampak pasivna evtanazija, oprostite, ne obstaja. Pasivna evtanazija naj bi bila to, da pri brezupnem stanju, pri bolniku, pri katerem ni nobenega upanja več, opustim invazivne, agresivne postopke zdravljenja in prepustim, in se usmerim na bolnikove težave, na lajšanje težav, ki so
telesne, duhovne, duševne, socialne. Skratka, da se usmerim na to, da bi bila kvaliteta življenja v zadnjih tednih in v zadnjih dneh čim boljša, ne pa da ga umetno podaljšujem. Umetno podaljševanje življenja je proti načelom medicine ali pa rečemo proti načelom dobre medicine. Žal se še vedno sem in tja kdaj dogaja. Dogaja se seveda kar pogosto pri kakšnih politično pomembnih ljudeh. Tovariš Tito ni smel umreti iz političnih razlogov in so ga 2 meseca v obupnem stanju še držali pri življenju, ki ga damo lahko v narekovaj. Na srečo pa nismo vsi tako kot tovariš Tito in na srečo večina zdravnikov, velika večina, in jaz upam, da po tej knjigi bo še ta odstotek malo zrastel, večina zdravnikov razume, da ni njihova naloga, da na silo podaljšujejo življenje, kadar se ne da več zagotoviti kvalitetnega življenja, kadar to samo prispeva k trpljenju bolnika. Pasivne evtanazije po mojem prepričanju ni in ta pojem bi morali črtati. Čeprav ga je, jaz priznam, tudi v tuji strokovni literaturi, posebej pri filozofih, zelo veliko. Filozofi pač to lahko pišejo, ker ne poznajo problema, ampak medicinci pa vemo, da to ne obstaja. Če bi bila pasivna evtanazija nekaj resničnega, potem imamo v Sloveniji že danes najmanj 90% ljudi, ki umrejo zaradi pasivne evtanazije. Vsi tisti, ki umrejo doma, ker pride družinski zdravnik in reče, ja, gospa, res, vaš Jože pa gre proti koncu, dajte mu malo zapiti, bodite ob njemu, držite ga za roko in tega Jožeta ne pošle na intenzivni oddelek na urgenco, kjer bi ga nek neuk zdravnik priključil na aparate in bi ga držal pri nekakšnem življenju morda še nekaj dni. Pol bi bila pasivna evtanazija za vse, ki umrejo v domu upokojencev in jih ne pošljajo na koncu na intenzivni oddelek in tako naprej. Skratka, pasivne evtanazije ne moremo, strokovnega stališča jo ne moremo sprejeti. No, drug tak pojem, ki je v strokovni literaturi tudi kar pogost v teh časopisnih člankih, o tem ni bilo toliko pisanega, recimo evtanazija brez soglasja, involuntary evtanazija pravijo temu. Oprostite, evtanazija brez soglasja je umor. Mislim, eutanazija je, torej treba je najprej za začetek, in to sem želel s to knjigo, opredeliti, kaj je to eutanazija. Eutanazija je samo, kadar nekdo, ponavadi je to zdravnik, na izrecno bolnikovo željo uporabi neko metodo, ki ima prav ta namen, da bolnika umori, da ga spravi na drugi svet. Pojem, ki se večkrat uporablja, tudi zdravljenje z dvojnim učinkom, recimo, kadar bi zdravila za lajšanje bolečin poviševali v takšen odmerek, da bi to hkrati tudi pospešilo smrt. To ni eutanazija, to je že profesor Trontelj, naš učitelj etike, povedal, ampak tega danes skoraj ni, zato ker danes imamo za lajšanje bolečin veliko načinov, ki ne predstavljajo tveganja. Torej ni samo morfij, ki bi ga poviševal v odmerku in bi prišel v eno zelo visoko toksično območje. Tako da ta pojem zdravljenje z dvojnim učinkom tudi ni posebej uporaben v praksi. Zdaj, torej en namen moje knjige je bil razjasniti pojme, povedati, kaj je in kaj ni eutanazija. Da se pogovarjamo samo o eutanaziji, niti ne uporabljam jaz v knjigi besede aktivna, ker če ni pasivne, potem je tudi beseda aktivna odveč. Pogovarjamo se o eutanaziji ali pa o samomoru z zdravniško pomočjo, ki je samo varianta istega, zdravnik predpiše zdravilo, zdravilo je tukaj v narekovaju, in da bolniku navodilo, kako naj to zaužije, da bo umrl. Tukaj ni v etičnem smislu ni čisto nobene razlike. Morda je razlika samo v tem, da
pri samomoru z zdravniško pomočjo ni dvoma, da bolnik želi umreti. Pri evtanaziji se lahko zgodi, da bolnik niti ne ve, kaj se z njim dogaja. No zdaj, toliko o pojmih, ki jih je treba imeti na čisto, z njimi na čisto. Zdaj pa k sami evtanaziji in zakonodaji in k praksi evtanazije v svetu. Kajti ni res, da ne vemo, kaj se dogaja, če legaliziraš evtanazijo. Izkušnje iz sveta so zelo obsežne iz teh držav, kjer je evtanazija že dovoljena in so, oprostite, zelo, če se blago izrazim, neprijetne. Torej, ker jaz se v knjigi, mogoče naredim en majhen ovink, zelo malo sem se ukvarjal s filozofskimi dilemami, malo sem se ukvarjal s argumenti za evtanazijo, ki naj bi bili človekovo dostojanstvo in preprečitev neznosnega trpljenja in avtonomija posameznika. To so argumenti tistih, ki zagovarjajo evtanazijo, na drugi strani pa svetost življenja, da človek ne sme posegati v ta božji dar, ali kakor bomo temu rekli. To so ideološki argumenti. S temi argumenti ne moreš daleč priti. No, lahko bi tako zastavil knjigo, ampak jaz sem zdravnik in zato sem poskušal z medicinske strani osvetliti vprašanje evtanazije. No in tukaj moramo najprej povedati, da čisto nobena država, tudi najbolj liberalna, ne reče, če želiš umreti, potem pokliči na brezplačni telefon na to številko in bomo prišli in te bomo ubili. Nobena država nima tega. Vse države imajo v svoji zakonodaji postavljene točne kriterije, kdaj se človek, da tako rečemo, kvalificira, kdaj mu je dopuščeno po zakonu, da zaprosi za evtanazijo. In težava, ki jo vidim kot zdravnik, pri tem je, da so vsi ti kriteriji pravzaprav pravno zelo težko definirani, zelo neoprijemljivi in zelo raztegljivi. In da se ne da, mislim, da se ne da preprečiti zlorab kljub vsem tem kriterijem. Glejte, prvi kriterij, ki ga imajo vse države, ki so to sprejele, je neznosno trpljenje. Zdaj, ko bolj premislimo, kaj je to neznosno trpljenje, najprej se ponuja vprašanje bolečine, ampak izkušnja iz držav, kjer je evtanazija uveljavljen način, kako se življenje lahko konča, je, da samo 1/4 bolnikov zaprosi za evtanazijo, zato ker bolečinsko niso urejeni, ker jih boli. Pa še to je preveč, ker bolečino se da v precej več kot 90%, nekateri pravijo, nemški strokovnjak za paliativno medicino pravi, samo 1% bolnikov je, ki jim res ne moramo z sodobnimi načini zdravljenja bolečine spraviti na en znosen nivo. Torej bolečina, poleg tega bolečina je zelo subjektivna stvar. Nekdo bo rekel, da ga neznosno boli zob in da je zapustno red in da bi nekdo drug bo pa mogoče močnejšo bolečino lažje prenašal in jo bo pač stoično prenašal, bo rekel pač tako mora biti ali pa kakorkoli že, mogoče bo jutri boljše. Saj, gospe, veste, da recimo rojevanje je povezano z zelo močnimi bolečinami, pa ni povezano s trpljenjem v bistvu. Je vesel dogodek in kljub hudi bolečini pač to pomeni, da sama bolečina postane neznosna šele v nekem kontekstu, v neki povezavi recimo z neozdravljivo boleznijo. Pa bolečina ni edina
edino trpljenje. Imamo tudi duševne bolečine. Zakaj bi potem, če smo že na tem, da rečemo, da je neznosna bolečina, neznosno trpljenje, da je dovolj argument za evtanazijo, potem seveda velja tudi to za duševno trpljenje, potem to velja tudi za duševne bolnike, ki tudi lahko trpijo. Imamo tudi socialno trpljenje, nekdo je osamljen in zaradi tega hudo trpi in potem je tudi socialno trpljenje argument za to, ali pa argument izpolnjenega življenja. Trpi zato, ker mora živeti, ker on je doživel vse in ne želi ničesar več in se mu zdi, da je zanj življenje od zdaj naprej samo še trpljenje in čakanje na neko bedno starost. Tako da trpljenje je samo po sebi seveda zelo subjektivno in ga je težko pravniško opredeliti. Potem je vprašanje neozdravljive bolezni. To je drugi kriterij, ki ga vsebujejo vse zakonodaje. Zdaj, katera bolezen pa je ozdravljiva? Mislim, vse kronične bolezni, skoraj vse so neozdravljive. Sladkorna bolezen je neozdravljiva, obraba kolkov je revmatizem, srčno popuščanje, kronično obstruktivna pljučna bolezen, mnoge rakove bolezni so neozdravljive in tako naprej. Tako da, to je spet pojem, ki je zelo slabo opredeljen, kaj je to neozdravljiva bolezen. Kratko pričakovano preživetje, to imajo tudi v zakonodaji nekaterih držav. Zdaj, kratko pričakovano preživetje je, veste, statistični pojem. Če imam jaz 100 bolnikov z neko diagnozo, lahko rečem, da v povprečju bojo preživeli 1 leto ali pa pol leta, kakršna diagnoza je. Ampak za vsakega posameznika pa nikoli ne moreš reči, da bo živel 6 mesecev. To o 6 mesecih to sodi v španske televizijske nadaljevanke. Zdravniki so mu dali 6 mesecev življenja. To je strokoven, popoln nesmisel. No in v knjigi je par primerov bolnikov, ki so preživeli mnogo let od takrat, ko so jim dali, ko bi jim statistično napovedal nekaj mesecev življenja. Mislim, 2 sta na sliki, sta moja pacienta, ki sta živa zdaj že, en profesor s Ptuja 14 let, odkar je imel jasno dokazanega razširjenega pljučnega raka. In pljučni rak ni dobra bolezen, ampak ta profesor še naprej veselo živi. Ni pozdravljen, ampak njegov rak gre sorazmerno počasi, na vsako terapijo se odzove, pa je spet 1 leto ali pa 2 mir, pa potem spet dobi neko. In pred 14 leti bi mu lahko rekli neozdravljivo bolan si, povprečju imaš manj kot 1 leto življenja in on bi se morda lahko odločil za evtanazijo. No, potem je ena od zahtev, ki jo postavljajo zakonodaje, da naj bi bolnik se za evtanazijo odločil prostovoljno na osnovi popolne informacije in čisto brez vpliva drugih oseb. Tukaj je spet veliko negotovosti. Najprej, že zdravniki se lahko zmotijo v diagnozi in diagnoza sploh lahko ni pravilna, tudi o tem je nekaj primerov napisanih, ampak bolniki pa še bolj lahko informacijo o svoji bolezni na napačen način interpretirajo. Tako da je včasih, mislim, in velikokrat na slabši način interpretirajo informacijo, ki so jo dobili. Mi prihaja na misel zgodba, ki je tudi tukaj, ki je tragična. Je pač letos spomladi ena 37-letna ženska naredila samomor zaradi tega, ker in je v poslovilnem pismu napisala, da pač ima raka na dojki in da ne bi da ne želi trpeti in obremenjevati družine in je naredila samomor. Pri obdukciji so pa odkrili, da tisto, kar je bilo na ultrazvoku videti podobno raku, ampak ultrazvok ni dokončna diagnoza, je bila samo brazgotina v dojki, ker je padla s kolesom, ko je bila mlada punca in je se udarila v dojko, je bila krvavitev, je bila brazgotina in tisto so potem na ultrazvoku interpretirali kot rak. Tako da, veste, to so vse te tragične zgodbe, pa niso vse tragične, nekaj tudi lepih zgodb noter, da ne boste mislili, da so same slabe.
kjer vidiš, da bolnik velikrat ne razume čist dobro, zakaj gre. Da ne razume čist natančno svoje bolezni, kakšne so možnosti, kakšne so perspektive, ali vidi, in velikrat vidi preveč slabo, a ne, stvari, ki se dajo rešiti. Skrbi nas lahko recimo tudi to podatek iz Nizozemske, da več kot 80% evtanazijo pravijo za ljudi, ki so v domači njegi, in manj kot 3% za bolnike v bolnišnici. To je njihova uradna statistika. Zdaj, razlage ta statistika ne daje, mi se pa lahko vprašamo, zakaj je tako. In moja razlaga je, da nekdo, ki je v bolnišnici, dobro, ima boljšo podporno terapijo, to je ena stvar, ampak druga, najbrž enako pomembna stvar, ali pa še bolj, pa je, da v bolnišnici, če ob 3 po noči potrebuje neko pomoč, pozvoni in pride sestra, ki je profesionalka, ki je plačana za to, da je v nočnem turnusu, in bo prišla in bo pomagala. Če pa doma 2-krat, 3-krat v eni noči zbudi hčerko, ta hčerka ima pa jutri zjutraj službo, popoldne pa otroke, pa družino, po noči bo pa spet oče nadlegoval. In tak oče se iz ljubezni do svoje hčerke umakne in zaprosi za evtanazijo. In zato je po mojem veliko, veliko več evtanazij za ljudi v domači negi, kot pa za ljudi v bolnišnici. Kar pomeni, da noben človek ni izoliran, ni Robinson na samotnem otoku, in na vsakega vpliva okolja. In govoriti in v zakonu napisati, da je brez vpliva drugih oseb, prostite, ni realno. Vsak je pod vplivom drugih oseb, vsak je pod vplivom svojega kroga. In ta krog ni zmeraj zelo naklonjen bolniku, da nam je jasno. Zdaj, tukaj prej sem govoril pač o neki ljubeči hčerki, ki po noč 3-krat ostane k svojemu očetu, ampak so pa najbrž tudi taki družinski odnosi, kjer bo hčerka grdo renčala na svojega očeta in mu bo dala vedeti, da ga ne more več negovati. Tako da je tudi to vprašanje z samostojno odločitvijo, neodvisno od vpliva drugih oseb, je zelo vprašljivo. Potem je eno od zakonodajnih zahtev tudi posvet z drugim zdravnikom. Nobena zakonodaja na žalost ne predpisuje, kdo je ta drugi zdravnik. Pač še eden se mora podpisati pod obrazec. Zdaj, jasno, ta zdravnik, ki bo rabil še podpis kolega, bo poklical tistega, ki ve, da je naklonjen takemu postopku. Ne bo poklical nekoga, ki ga je že 3-krat zavrnil in je rekel, ta pacient pa ni za evtanazijo. Tako da, to je velikrat formalnost. Meni je rekel, tega pa nisem napisal knjigo, ker je to samo ustno sporočilo, en kolega iz Nizozemske, da nekateri imajo že vnaprej podpisane obrazce od kolegov, da si drugmu podpišejo soglasje, da jaz grem k pacientu, da mi podpiš, da se ti tudi strinjaš, in bo on tudi ni šel niti pogledati tega pacienta. Skoraj nobena država ne zahteva vnaprejšnje odobritve evtanazije z neke strani ene sodišča ali pa kakšnega drugega organa. Povsod zadostuje, da zdravnik po opravljeni evtanaziji izpolni poročilo. In to naj bi bilo zagotovilo, da je vse po zakonu. Edino, če smo natančni, edino avstralska država Viktorija, ki je letos v sredi leta sprejela evtanazijo, predpisuje, da mora urad na ministrstvu potrditi tako prošnjo zahtevo za evtanazijo, da se skratka, da dobi zdravniku naprejšnjo odobritev. Ampak tudi tukaj je to samo uradniška odobritev, to ni sodišče ali pa kaj podobnega. Vsi ostali imajo pa samo to, da poročilo izpolniš in ga pošlješ nadzornemu organu, tistemu, ki zbira poročila o evtanazijah, in potem oni rečejo, je bilo vse v redu. In tukaj, to je približno tako,
kot če bi jaz, ko se peljem v Maribor, pri kontroli prometa, če bi policisti zahtevali, da ko pridem v Maribor, da se ustavim na policijski postaji in povem, a sem vodil po predpisih, a sem se držal vseh omejitev, in jaz bi rekel, ja, vedno posod sem se držal omejitev, in bi rekli, vi ste pa res vzoren voznik. Mislim, potem, ko je stvar že opravljena, kaj češ potem komplicirati in pa skratka, in na Nizozemskem manj kot 1 na 1000 primerov gre potem v, torej tist poročila potem pošljajo v, še zahtevajo kakšna dodatna pojasnila. Nihče v zadnjih letih pa ni bil zaradi evtanazije še obsojen, da jo je napačno izvršil. Skratka, vsi ti kriteriji so zelo, zelo problematični in jaz se bojim, da se stvari zelo, če gremo po tej poti, nima nobenega zagotovila, da bi bilo pri nas kaj drugače, da bi se znali bolj omejiti na neko področje. Težava je tudi v tem, da se neizbežno širi področje evtanazije. Na začetku, to je pa fenomen spolzkega klanca, na začetku imamo zelo ozko omejeno skupino ljudi, to vidimo tudi recimo na Nizozemskem, v Belgiji in v drugih državah, da se to dogaja. Imamo recimo samo neozdravljivo bolne bolnike z rakom. Ampak potem se začnejo, pa začne, ko se ljudje privadijo na to, na tak način konca življenja, potem se pa začne širiti to. Na začetku ni bilo, recimo na Nizozemskem niso dovolili evtanazije pri psihiatričnih pacientih, ker so rekli, da pač tukaj psihiatrična bolezen sama po sebi, jaz sem tudi prepričan, da je tako, v bistvu človeku jemlje avtonomijo. Človek, ki ima hudo psihiatrično bolezen, ne more popolnoma samostojno odločati o zelo pomembnih stvarih in je zelo problematično, da bi mu dali pravico, da zahteva lastno smrt. Ker je velikokrat taka odločitev posledica bolezni, in je treba zdraviti bolezen. Včasih imamo pravico, saj imamo tudi po naši zakonodaji pravico celo pacienta zdraviti proti njegovi volji. Zakaj imamo to pravico? Zato, ker bolezen jemlje avtonomijo pacientu. Bolnika, ki je telesno bolan, pa duševno popolnoma zdrav, ne smemo nikoli zdraviti proti njegovi volji. Ne glede na to, da se odloča v sebi v škodo. Jaz imam vedno, dokler sem kompetenten, dokler sem avtonomen, imam pravico odklon zdravljenja, pa tudi, če mi 100 zdravnikov reče, umrl boš, če se ne pustiš operirati. Jaz rečem, ne, se ne pustim. In mora to veljati. Za psihiatrični bolniki so pa pri tem izjema, ravno zaradi tega, ker nimajo polne avtonomije. No, s prvih letih teh bolnikov ni bilo, zdaj pa so. Zdaj so pa mnogi, tudi psihiatrični bolniki. Blaga demenca je dovolj za to, da se naredi evtanazija. Včasih je bilo, prej, na začetku je bilo tako, da so rekli samo bolnik, ki takrat podpiše, da zahteva evtanazijo, ko pride do tega dejanja. Zdaj pa dopuščajo že možnost, da se za evtanazijo odloči vnaprej. To je tako imenovano vnaprejšnje navodilo ali pa pacientova, ali pa, če želite, pacientova oporoka, zdravstvena oporoka. To, kar tudi naš zakon o zdravstveni dejavnosti in o pravicah pacientov dopušča, da vsak lahko vnaprej napiše svojo željo za primer, da ne bo mogel takrat odločati, ko bo ta stvar aktualna. Tako lahko vsak od nas, to naša zakonodaja dopušča, jaz mislim, da je zelo prav, da je tako, recimo reče, če bom zelo bolan, prosim, ne peljite me na intenzivni oddelek, ne dajte me na respirator, želim doma umreti. To lahko vsak reče in to velja. In če tak človek potem postane recimo brez zavesti, ga ne smejo pač oživljati, ker je on tako rekel. Ampak zdaj, a lahko pa vnaprej rečeš, da naj ti naredijo evtanazijo?
In tam se to dogaja. Rečejo, če bom pa dementen, mi pa naredite evtanazijo. Potem pa postane dementen, pa ni treba, da je zelo hudo dementen. In čisto lepo uživa življenje v tistem svojem svetu. Se veste, ljudje, imamo te, kaj to, društvo spominčica, pa vse take stvari. Poznamo ljudi, ki so pač, dobro, niso več vrhunski intelektualci, še vedno pač domi ne igrajo v domu, pa ne vem kaj, niso pa več, večina ni sposobnih, da bi bili ministri, nekateri mogoče še, no. Ampak še vedno uživajo življenje. In zato, ker je tak človek pred 3 leti dal en obrazec izpolnil in napisal, če bom dementen, želim evtanazijo, pridejo in ga umorijo. In točno to se dogaja. To so bili zdaj primeri. Ko so prišli, ta človek se je upiral nočem, ne, tukaj imamo papir, cup, in so naredili to. Se pravi, naprejšnje navodilo. Mislim, da je to čist nesprejemljivo, da ti vnaprejšnje navodilo na koncu koncev vedno lahko prekličeš, tudi po našem zakonu. Vedno lahko rečeš, ne, in vedno je zdravnik vendarle dolžan, da vpraša, a res še zmeri tako želiš. Ne? Tako da širi se ta krog ljudi, širi se, tako da je recimo bil na Nizozemskem že v obravnavi zakon, pa zaradi menjave vlade ni bil še sprejet, da bi vsakdo po 70. letu lahko rekel, da je njegovo življenje izpolnjeno in da želi umreti. In zadostuje, da si star 70 let in rečeš, pa zdaj, zakaj samo 70? Širi se na mladoletne. Na začetku ni bilo mladoletnih na Nizozemskem, zdaj so že tudi mladoletniki. Ker pač tudi mladoletniki lahko trpijo, tako pravijo. Tako da, to je ta fenomen spolskega klanca. No in potem v končni fazi še eno pripombo, pa bom pa končal, da bo se lahko kaj vprašali. A se lahko o evtanaziji pogovarjamo mimo zdravnikov? In jaz mislim, da ne. Da bi bilo zelo narobe. Mislim, na Nizozemskem, to je pa treba priznati, so do legalizacije evtanazije prišli po enem širokem družbenem soglasju, ki je vključevalo tudi Nizozemsko kraljevo zdravniško združenje, so bili večinsko tudi zdravniki za to. Če tega ne bo, če se bo ignoriralo mnenje zdravnikov, potem smo v eni zelo čudni situaciji. Zakon seveda parlament lahko sprejme, ampak kdo bo pa to izvajal, to pa ne vem. Zdravniki, če ne bodo sodelovali, ne rečem, da imamo pravico veta, ampak vsak od nas pa ima seveda pravico ugovora vesti. Kot združenje ne moramo reči, da je pa noben zdravnik ne bo tega delal. Najbrž nekateri bojo, ampak posamezniki pa seveda imajo lahko ugovor vesti in ga bojo imeli. In to lahko zelo zaplete to pravico. Je pa seveda izhod iz te dileme okrog sodelovanja zdravnikov v tem, da imamo veliko, čeprav to v parlamentu, veliko brezposelnih politikov in filozofov, ki lahko tudi to delo opravijo namesto zdravnikov, se zato, da ubiješ človeka, ne rabiš medicinske izobrazbe, to lahko narediš, pač tako kot je en gospod rekel, rabiš eno dobro macolo ali pa, mislim, dobro, to je malo kruto, ampak rabiš ampulo ciankalija, recimo tako kot je naredil hrvaški general v Hagu na sodišču, in tisto ampulo pregriznil in je bilo konc. Tako da, zdaj pa, a se bodo filozofi in kakšni odsluženi politiki prijavili za tako delo, pa ne vem. Tako da, jaz mislim, da se moramo pogovarjati o evtanaziji, predvsem se moramo pogovarjati o koncu življenja, moramo se pogovarjati o tem, da bi vsakmu zagotovili dobro paliativno oskrbo in tukaj smo še zelo, zelo daleč. Zato, da nikomor, šele takrat, ko nikomor res ne bo treba zaprositi za evtanazijo, ker ni drugih poti, da bi se olajšale njegove težave, šele takrat, jaz mislim, bomo lahko izjemoma
kakšnemu posamezniku dovolili ali pa se strinjali s tem, ali pa ne vem, kako bi sodišče lahko to odobrilo v izjemnih primerih, če ne bo zakona, ampak vseeno, tisto, kar hočem reči, je, na prvo mesto moramo postaviti kvalitetno oskrbo na koncu življenja, da bo čisto vsak, ne glede na ekonomski položaj, socialni in tako naprej, imel možnost, da dostojno, dostojanstveno pričaka konec življenja, da in mnogi danes tega nimajo. Paliativne medicine v Sloveniji imamo zelo malo, zelo slabo smo razviti, tudi po nekterih mednarodnih študijah je zelo zapostavljena. Veste, kako so neskončne težave z sprejemom nekoga, ki gre proti koncu življenja v dom za upokojence na negovalni oddelek ali v negovalno bolnišnico. Negovalnih bolnišnic ni, hospicijev, ravno eden v Sloveniji, v Ljubljani, mislim, da ima 16 postelj, veste, to je še ta životari od donacije odvisen. Tako da tukaj moramo zelo veliko narediti. In ko bomo tukaj zelo veliko naredili in ko bo čisto vsak, da ne bo umiral doma v enem tesnem blokovskem stanovanju skupaj z otroci, skupaj z... Tam res ljudje trpijo, ampak če bomo sprejeli zakon o evtanaziji, potem bodo ljudje izbrali to možnost zato, ker jim ne ponudimo ene kvalitetne oskrbe proti koncu življenja. To je pa potem zelo hudo etično breme za celo družbo, če bi se tako odločili. In to ne zahteva, čisto zadnja pripomba, to ne zahteva denarja veliko. Najbrž se s paliativno terapijo lahko celo prihrani. Mnogi pacienti še vedno, kakšnih 10% bolnikov umirajo na intenzivnih oddelkih, kjer je oskrbni dan 5-krat ali pa 10-krat dražji kot v paliativi. Tako da, če bi imeli in iz intenzivega nimajo kam dati in potem tam umira na aparatih, ko bi lahko, če bi ga lahko premestili v hospic, bi bila oskrba bistveno bolj človeška in bistveno cenejša. Tako da tle gre samo za razporeditev denarja, ne gre za to, da bi rabili zelo veliko dodatnega denarja. Toliko, no, Ignacija, a sem bil predolg? Ne, nikakor ne, ste pa zdaj lahko se sami prepričali, da nisem nič pretiravala, da je profesor Cviter izjemen govorc, izjemen sogovornik. Morda bi vendarle še eno vprašanje zastavila tudi jaz. Navedli ste celo serijo razlogov, izjemno tehtnih, zakaj se moramo pred sprejetjem zakona ali pa sploh predlogom zakona izrazito pogovarjati v tej družbi, kaj in kako ljudi pospremiti oziroma jim olajšati ta prehod iz življenja v smrt ali pa slovo od tega sveta. Hkrati pa ste morda niste omenili tudi ene zelo pomembne točke, ki sem jo v knjigi prebrala, namreč, da je zanimivo tudi to, da za vsako dediščino, za vse je treba overoviti podpis na sodišču. Za evtanazijo tega ni potrebno. To je zaskrbljujoča in vendarle zelo zastrašujoča spoznanje ali pa ugotovitev. Ob vseh teh razlogih, nedavno je bila celo tudi na televiziji serija o Hitlerju, ki je prikazovala ravno to, da je na začetku nastopa svoje oblasti začel z evtanazijo, s predlogi za evtanazijo in tudi izvajanjem na hudo psihično bolnih ljudeh. Zdaj beremo vašo knjigo. Zakaj potem kljub vsem tem slabim izkušnjam držav v tujini, v zgodovini, kljub vsem ugovorov zdravnikov, ki so zelo intenzivni, zlasti pri nas, vendarle je takšna pobuda in tako velika želja za uzakonitev evtanazije? Ste se kdaj spraševali,
Kaj je vzrok, kaj je razlog tega? No, najprej imamo tu tudi nekaj primerov v knjigi napisanih, nekaj pač takih izjemnih zgodb. Posod po svetu in tudi pri nas so ljudje, ki so, pri nas je bil sprožil zadnji val zanimanja in pisanja o evtanaziji, pobuda akademika profesorja Pleterskega, ki je želel evtanazijo in je dal pobudo v državni zbor, naj se to sprejme, in to so ljudje pograbili. Filozofi in ostali so to, in nekateri poslanci so to zgrabili in potem se je začel, potem je bilo še nekaj drugih, gospa Janžekovič, gospa Kocjan in še nekaj drugih ljudi, ki so o tem potem iz svoje perspektive rekli, da se s tem strinjajo. Problem tega je, da te ljudje gledajo zgolj enega samega človeka. Mislim, gledajo samo na sebe kot na izoliranega posameznika in na svojo pravico, da odločajo o svoji smrti. Zdaj, se pravi, tukaj trčimo pol na filozofska vprašanja, ima vsakdo pravico razpolagati svojim življenjem in svojo smrtjo. Na koncu samomor ni kazniv. Samomor ni kazniv. Kazniva pa je pomoč pri samomoru. Tako da tukaj ne moramo zdaj... Ti ljudje izolirano gledajo samo sebe in svoj problem, ne vidijo pa, kaj tako zakonito pomeni za celotno široko skupnost, recimo za vse starejše, za vse bolne, za vse, ki imajo hudo bolezen. Kaj to prinese, če se to kot ena opcija, kot ena legalna varianta sprejme, vsi mogoče nekateri izjemni primeri so takšni, ko bi rekel, ja, se pravzaprav edino človeško, da se tako življenje konča. Ampak kaj takšno posploševanje, takšen sklep pomeni, če ga posplošimo in če iz ene izjeme naredimo zakon. Spet, recimo Nizozemska, so rekli, da zato, ker imajo oni evtanazijo in samomor z zdravniško pomočjo, so rekli, bo manj tistih navadnih samomorov, krutih samomorov, ko nekdo skoči skozi okno ali pa karkoli naredi in je grdo za vse ostale predvsem. Pa ni res, več jih je bilo. Naraščajo samomori. Zakaj? Zato, ker postane smrt kot ena pot, kako se reši življenjskih problemov. Tako da jih ni manj zaradi tega, ker imajo tistih 6 ali 7 tisoč evtanazij vsako leto. Tudi navadnih samomorov je več. Predvsem je pa to, mislim, potem se reče, pač ljudi se v to, mislim, teh širših družbenih posledic take zakonodaje, taki posamezniki ne upoštevajo. Tako da, ja, toliko, no. Ja. V bistvu smo prišli zdaj do te točke, ki je temeljni problem sodobne družbe. To je popolna svoboda posameznika, ki se nikakor ne ozira na nikogar drugega, tudi ne na zdravnika, ki je na nek način prisiljen v to dejanje. In morda je prav to tista točka, kjer lahko odpremo tudi dialog z občinstvom in se začnemo pogovarjati, kakor nas kliče in nagovarja ta knjiga. Torej, izvolite občinstvo, vprašanja, mikrofon je vaš. Jaz bom nekaj samo povedala. Jaz mislim, da vsaka zloraba evtanazije je preveč. Jaz mislim, da če ljudje
ko so bili samostojni, delovni, niso bili breve prej in potem postanejo, seveda pomislijo, zakaj bi drugim uničilo življenje, bolj zagrem. Če bi bila država, družba urejena tako, da bi bilo tudi za njih poskrbljeno, tako kot ste rekel, potem tega sigurno ne bilo. Drugače glede zdravniških diagnoz in napovedovanja življenja, jaz, ko sem bila otrok, se spomnim, se staršem rekla, da ne bom dolgo živela. V bistvu sem živela s tem celo življenje, da ne bom dolgo živela. Ampak kljub temu, zdaj sem še živa, sem že babica, ali nekaj pomeni, da sem kar nekaj živela in jaz se borim za življenje, jaz mislim, da bi se vsak mogel. In če bi imel pogoje, noben ne bi hotel umreti. Hvala lepa, ja. Čestitam lepo pričevanje. Vidite, mislim, z boleznijo se vidi, da se moramo, kakršnakoli že je, se moramo z njo sprijazniti, z njo naprej živeti, ne gre drugače. Mislim, tudi spet ena zgodba iz knjige je, da dr. Bregantova to je zdravnica v Centru za invalidno mladino v Kamniku, je delala anketo med svojimi varovanci, to so otroci s cerebralno paralizo, o kvaliteti življenja, kako oni sami ocenjujejo kvaliteto svojega lastnega življenja in je to primerjala z zdravimi študenti medicine. In so imeli ampak so deklarirali te otroci s cerebralno paralizo kvaliteto svojega življenja za višje, kot pa medicinci zdravi. A veste? Ali pač vaša izkušnja, kdor pozna kakšnega otroka z Downovim sindromom. To so neverjetno srečni, prijazni, luštni otroci. Ne moreš reči, da je nesrečen. Mislim, tako vesel je in tako. Mi bi pa kar jih preč spravili, a ne zato, ker ne spadajo v naš lepi svet. Mislim, ne trpijo, oni so veseli. Nekaj ne razumem, če lahko. Ja. Če človek vegetira... Samo mikrofon. Če človek vegetira, recimo, mesece, leta in tako naprej, kakšen je potem smisel, da se mu podaljšuje življenje? Mislim, to je druga zgodba. To je zgodba, recimo, zdaj sta bila dva primera taka, Eluana Englaro pa Lambert v Franciji, dva primera ljudi, ki so zelo dolgo leta in leta v vegetativnem stanju in ne kažejo nobene komunikacije. Tukaj se jaz strinjam z vami, ampak to je tudi že profesor Trontelj rekel, da v teh primerih podaljševanje življenja z umetnim hranjenjem in tako naprej ni smiselno in da se s tem strinja, da se to opusti. Tudi takrat, ko je bila ta Eluana Englaro, to je ta Italijanka, ki je bila 17 let v komi, je bila velika afera, veliko govorenja za in proti temu, da se preneha z umetnim hranjenjem. In potem je prevladalo stališče in sodišče je odločilo, da se lahko preneha. Jaz mislim, ena od stvari, ki je pri tem pomembna, ker mi moramo vedno, kot pri etični analizi, imamo na tehtnici različne stvari. Tukaj ena od pomembnih stvari so tudi svojci. In recimo pri Eluani so bili svojci po 17 letih enotni v tem, da so prosili za to, da se njeno življenje konča, da se ga ne podaljšuje več z enim hranjenjem, ona je pa tam samo bila dejansko v vegetativnem stanju. Zamisliti si moramo, kakšno breme recimo za starše, za sorodnike, za prijatelje, za vse predstavlja imeti eno tako ljubljeno, pa vendar vegetativno bitje, ki ne moreš reči, da se ne moreš se od njega posloviti, pa hkrati vidiš, da ni izgledal. Tako da jaz mislim, da to so tiste stanja. Jaz mislim, da v teh primerih mora sodišče odločati. Ne morejo sami zdravniki kar tako reči. In če bi bili svojci zelo za to, da se še naprej
potlej bi bil jaz tudi malo zadržan do tega, ker oni so v igri, oni so pa tisti, ki lahko čutijo to breme ali pa to... Ampak da oseba recimo sama odloči, ne, že prej, že za časa življenja, o kakšnem primeru jo lahko eutanazirajo, recimo ravno... No, mislim, najbrž ne more reči, saj pri naši zakonodaji ne more reči, kdaj ne eutanazirajo, lahko pa reče, da jo ne oživljajo, to pa lahko, da jo ne vzdržujejo pri življenju na nek nenavaden, intenziven način. So določene bolezni, recimo nevrološke bolezni, amiotrofična arterialna skleroza je ena bolezen, kjer mišice postopno ohromijo in človek najprej pač ne more hoditi, potem pa se ta bister pa je, še zmeraj ostaja mentalno bister, ampak se mu ta ohromelost mišic nezadržno širi in v nekaj letih ali pač različen potek, ampak ko pride do dihalnih mišic, potem seveda ni druge možnosti, kot da človeka dajo na respirator. In tak pacient ima pravico, in to je tudi profesor Trontelj rekel, in vztrajal pri tem, ima pravico, da vnaprej odkloni respirator in reče, če pride do tega, mi povišajte odmerek morfija in me dajte na respirator, ima pravico, da odkloni zdravljenje. Ker vsakdo ima to pravico, da odkloni takošno zdravljenje. In potem se zdravnik mora tega držati. Tudi na koncu pri profesor Pleterskemu, na koncu koncev on je poskušal samomor, pa so mu to preprečili. Jaz ne vem, če je to prav, da so mu preprečili. Ne vem, po mojem ne, ker to je bila odločitev njegova sprejeta in on je odklonil to, da bi ga rešvali, pa so ga vseeno rešvali. Izvolite, še tam. Tako lepo ste prej rekli, se ne slišali. Tako lepo ste prej rekli o teh otrokih z Downovim sindromom. Kakšna sončica so to. Statistično je pa teh otrok vedno manj. Zaradi diagnostike je vedno več abortusov, ki preprečijo tem sončicam zasijati. In o tem sem že večkrat razmišljal, če človek do določene starosti še nima status človeka, potem ga od določene nezmožnosti tudi nima več. Torej se nam, ki smo uzakonili abortus, se ne smemo kaj dosti zgražati nad Hitlerjem, ki je pa duševno bolne pokončeval. To se pravi, to je v paketu. Abortus in eutanazija, jaz jo vidim neločljivo. Je človek, in so pa seveda skrajni primeri in pri abortusu in pri eutanaziji, ki ste jih zdaj omenili. Se strinjam, ja, to sta zelo podobni zgodbi, seveda sta. Seveda sta in res je to, ja, Downovih otrok z Downovim sindromom je malo zdaj zaradi tega, ker veliko večino odstranijo z abortusom v času nosečnosti. In še to, če smem še to, zdravniki, ki naredijo vse s svojim znanjem, z svojo prizadevnosti, da bi materi, ki ga želi, ohranili otroka, če nimajo ugovora vesti, morajo pa serijsko izvajati tudi abortus. To je totalno skizoidna situacija. In s Hipokratovo prisego in z vsem. In tudi tukaj, ko bi vi bili, če bi bilo to uzakonjeno, tisti, ki ne bi bili tako pogumni, da bi uveljavili ugovor vesti, bi bili eksekutori. Ja, veste, ko je bil 2 leti nazaj primer Radana, je ničkolikrat smo slišali na kliniki, ko si nastavil infuzijo, a mi teče kali. Ja, ljudje ne vejo, a ta zdravnik prihaja k njemu zato, da ga bo zdravil ali da ga bo umoril.
Ja, te vloge ne smejo, mislim, zelo čudna vloga je, če zdravnik danes zdravi, jutri pa ubija. Za mene nesprejemljiva. Morda samo na kratko omenili ste anketo, eno od anket, je pa še ena druga anketa, ki je bila tudi narejena o odnosu slovenskih zdravnikov do evtanazije. Morda kak stavek, da še to predstavite za zaključek, ker smo ravno pri temi ugovora vesti. Ja, večina, torej to je bila anketa, ki je bila letos pomladi speljana v okviru zdravniškega sindikata Praktikum, to so zdravniki družinske medicine. Večina je rekla, da bi v primeru uzakonitve evtanazije uveljavljala ugovor vesti. Zelo malo, mislim, so bili takšni, ki bi tudi to naredili, ampak majhen odstotek, se zdaj ne vem na pamet številka, majhen odstotek je bil teh. In podobna anketa je bila v Angliji, kjer je zanimivo, da so najbolj nasprotovali evtanaziji tisti, ki največ delajo z hudo bolnimi. Sprav, čim bolj vzeli so zdravnike različnih specialnosti in zdravniki, ki delajo s paliativno medicino, ki imajo največ opravka z terminalnimi bolniki, sprašvali so jih, a naj se uzakoni samomor z zdravniško pomočjo. Te so bili izrazito proti, večinsko, zelo velika večina. Ostali, čim so bili bolj oddaljeni ljudje, ki ne gledajo vsak dan umirajočih ljudi, so bili pa že, tudi niso bili večinsko naklonjeni, ampak ni bilo toliko nasprotovanja. Se pravi, tisti, ki največ delajo s hudobolnimi, so najbolj zadržani do tega, da bi jih na tak način končali življenje. Morda še kakšno vprašanje? Ja, jaz sem hotel, to, kar je bilo zdaj ob koncu govora, je približno to, kar sem želel slišati. Ne? Eno je vprašanje evtanazije in odločitve, drugo je pa, kdo pomaga in kako pomaga ob tej odločitvi. In seveda, kot ste rekel, ne, to so zdravniki. Zanimiv je ugovor vesti ob splavu. Pravzaprav splav se je uveljavil in zdravniki so to sprejeli. Jaz mislim, da so zelo, zelo velike izjeme, ki so tukaj postavili se na stališče, da po ugovoru vesti pri tem ne bojo sodelovali. Ne? Pri nas je potencialna možnost, da se sprejme zakon, večinsko mnenje zdravnikov pa je, da pri evtanaziji ne bojo sodelovali. Ampak res me zanima to vprašanje, jaz sem imel priliko, ampak enostavno nisem spomnil, da bi o tem vprašanju govoril z zdravniki, ki delujejo v državah, kjer je to uzakonjeno. Recimo, Holandijo ste omenili. Prav zanima me, kakšno je pa mnenje zdravnikov ob tem, da se to dejansko izvaja. Ja, mene čudi njihov. Mislim, očitno je tam, torej vsake toliko časa se najde kakšni res drastični primeri, kot je bil zdaj pred kratkim primer ene z demenco, ki so jo na silo umorili, kljub temu, da ona ni želela, tukaj so potem sprožili postopek proti temu zdravniku, mislim, da je celo šla stvar na sodišče. Ampak malo se jih oglasi proti, zelo nenavadno. Torej, kar se tiče primerjave z abortusom, pri abortusu je pač tako, da abortus delajo ginekologi in jaz mislim, da je velika selekcija pri temu, kako se mladi zdravniki odločajo za to specializacijo. Tisti, ki imajo ugovor vesti okrog abortusa, verjetno ne radi se odločijo potem za specializacijo z ginekologije. Domnevam, ne vem, ampak se mi zdi, da bi lahko bilo to
eden od rokov, zakaj potem, ker seveda se je težko na eni kliniki delati, da imaš 5 zdravnikov, ki uveljavljajo ugovor vesti, 3 pa, ki so pa brez vesti in pa delajo abortuse. Mislim, da tukaj je, torej verjetno se noče nihče postaviti proti kolegom v tako vlogo, češ jaz pa ne bom tega delal, kar ti naredi, ker nimaš vesti. V bistvu čudni medkolegialni odnosi nastanejo. Samo to pripombo bi rekel še, ki je pa podobno, kot smo rekli pri evtanaziji, da mogoče se bomo lahko o evtanaziji drugače pogovarjali, ko bo čisto vsakomu dostopna kvalitetna paliativna oskrba, ne glede na ekonomski položaj. Mogoče se podobno dogaja tudi pri abortusu. Jaz mislim, da bi se lažje in lepše lahko pogovarjali o abortusu, če bi prav nobena ženska ne bila prisiljena v abortus, ali pa družina prisiljena v abortus iz ekonomskih razlogov. Danes je pa večina abortusov iz socialnih razlogov. Mladoletnic z abortusom je zelo malo že. Punce se znajo zaščititi. Največ abortusov je po 30. letu in iz razlogov, da ne morejo imeti še enega otroka. In to je v bistvu isto, kot da se bi ljudje za evtanazijo odločili, ker ni paliative, tukaj se pa odločijo za abortus, ker ni podpore za eno mlado mamo, da bi imela še enega otroka. To se mi zdi, te abortusi, ne smemo teh žensk nesrečnih kriviti, te abortusi grejo na račun cele družbe, ki ne zna tega podpreti rojevanja otroka, podpreti rodnosti, pa vemo, kakšne so demografske statistike, pa vidimo, kako Nemčija pa uvaža potem neke tujce za to, da jim bojo delali, ko nima sama dovolj mladih ljudi za delavce. Isto se bo seveda v Sloveniji tudi dogajalo, ali se pa že, pa vendar ne spodbujamo tega, da bi ljudje imeli večje družine in se iz takih razlogov. Tako da tukaj sta paraleli z abortusom, tako kot je tudi gospod rekel, sta zelo podobni. Vse imaš, in ugovor vesti in breme za družbo. Ne bi jaz teh žensk na prvo mesto dal, ampak družbo kot tako. Hvala. Še? Šla bi za eno vprašanje. Izvolite. Menite, da ni to pravzaprav osnovno filozofsko vprašanje? Namreč, torej, ne se zdi, recimo za moje pojme največji slovenski filozof Janez Kocijančič je med drugim zapisal: istovetnost mojega jaza mi je podarjena iz milostnega trenutka v milostni trenutek. Torej, če malo, kako bi rekel, zadeve poenostavno, to, da sem, mi je podarjeno zdajle, pa zdajle, pa zdajle. In gledajte, ko sem jaz gledal eno oddajo po televiziji tega švicarskega podjetja, kjer izvajajo te zadeve, takrat me je prišlo, tam je posnetek, kako pravijo, zdaj boste pa vzeli kozarec in boste spili to in potem bo se jao konec. In mene je prišlo, je pravzaprav v tistem trenutku, ko ta človek sega po tem kozarcu z tem strupom, mu lahko poči žilica v možganih in ga ne več. Razumete? A ni to, kako rekel, nekaj absurdnega med tem, ne? Se pravi, on nima v oblasti tudi tega, da bi roko stegnil. In jaz mislim, da je vprašanje evtanazije temeljno vprašanje, se pravi, življenja kot takega, ne? In je temeljno filozofsko vprašanje. Jaz, seveda, se strinjam, sam jaz nisem filozof in ne znam tako pisati. Jaz sem pač povedal, kakšne zadržke imam kot zdravnik. Zdaj, filozofi pa lahko, nekateri bodo za, nekateri bodo proti. Torej, gledajte, zdaj, glede vas bi se vam pa prvo zahvalil,
za prispevek v zadnji sobotni prilogi Dela. Ja, ti si pa druga zgodba. Kaj tam bistrega še nisem čital? Ja, ne bo nič iz tistega. Tisto, ne vem, drugi najbrž niste brali, to je bil nek predlog, kako se rešiti tega dopolnilnega zavarovanja in kako, ampak to ne bo uspelo zaradi tega, ker bi tak predlog bil preveč socialen. Pri nas pa družba ne gre v smer, da bi revnim pomagali in da bi pač bogati več plačevali. Tega ne bomo videli, po mojem. Zato, ker vse gre v to, da naj raja kar pomre. Ja. Ja, pa tudi tega ne bomo videli, da bi še kakšen hospik nastal, če je zdaj 16 postelj. Ja. Koga pa to sploh briga, da bi se to razširilo? Pa veste, bogati si na koncu lahko negovalko doma kupijo. Ja, marsikaj si lahko naredijo. Ne? Ali se pa na koncu odpeljejo v Švico, kjer so podražili, to so podražili, prej je bilo 3.000, zdaj 10.000 evrov. A zdaj že 18? Zadnji podatek, 2 meseca star. No, vidiš. Tako da, revni pa pač morajo potrpeti, ne, potrpljenje je božja mast, kot pravim. Če ni več. Če ni več vprašanj, nekaj nagaja, bom si pri vas posodila. Če ni več vprašanj, potem bi se vam iskreno zahvalila, da ste nas poslušali, predvsem pa bi se iskreno zahvalila našemu današnjemu gostu. Ne drži, da ta knjiga govori samo z medicinske perspektive o evtanaziji. Knjiga je res klic predvsem k temu, da moramo poskrbeti s paliativno oskrbo za hudobolne, za starejše, ampak hkrati je tudi klic, kakor je pokazal naš današnji pogovor, k temu, da se ta družba vseh nas, ki nismo tisti ta bogati, znova prebudi, da se prebudi v nas sočutje, da znamo storiti in narediti nekaj tudi za starejšega, za bolnega, za vse, ki so v naši bližini. Hvala lepa in hvala, profesor Cvikl.
Sešo.